Pozdravljeni! Ali ste se kdaj vprašali, kako so popularni določeni vozniki v Formuli 1? Danes si bomo ogledali tudi te lestvice in jih malce primerjali z onimi, ki kažejo rezultate na progi. Videli bomo, da marsikdaj vse ni tako, kot si mislimo, in dobili bomo odgovor še na marsikatero drugo zanimivo vprašanje, kot običajno v naslednjih minutah. V množici zadev, ki jih danes vidimo v Formuli 1, se znajde tudi takšna, ki po mojem skromnem mnenju je popolnoma nesmiselna. In v to skupino, vsaj po mojem, spada tudi tako imenovano glasovanje za voznika dneva, kjer navdušenci, publika, navijači izrazijo svoje mnenje okrog tistega, ki je na določeni veliki nagradi pokazal največ. In če bi bile zadeve takšne, bi bilo tudi po mojem vse v najlepšem redu. Ampak dogaja se, da mnogi navijači glasujejo za svojega favorita, ne glede na to, kaj je pokazal. Po tistim zakonu važno je, da zmaga naš dobimo marsikdaj na vrhu onega, ki v resnici ni pokazal nekaj izjemnega, nekaj, kar bi veljalo poudariti. Ampak to je seveda odziv našega časa, kjer popularnost na družbenih omrežjih je marsikdaj bolj pomembna od tistega, kar se dogaja v realnem svetu. In danes si bomo pogledali, kako je to stanje na družbenih omrežjih in skušali ugotoviti, ali nekako odseva tisto pravo sliko iz realnosti. Kot ponavadi, oprli se bomo na realne podatke. In tu je treba povedati, da bom uporabljal samo statistiko, ki nam kaže rezultate iz družbenega omrežja Instagram. Zakaj? Zato, ker drugih podatkov, ki bi bili zanesljivi, nisem dobil. A vseeno, če vzamemo sezono 2026, vidimo, da med vozniki Formule 1 je najbolj popularen na Instagramu Lewis Hamilton. Kar po svoje sploh ni čudno. Prvič, Lewis Hamilton je zagotovo eden izmed najbolj prepoznavnih, najboljših, najbolj vplivnih voznikov, verjetno v celotni zgodovini Formule 1. Ali vam je on všeč ali ne. Ampak zanimivo je, kako visoko se je znašel Charles Leclerc. Seveda daleč od Hamiltona, ampak pred Maxom Verstappenom. In tu bi lahko dejali, da Leclercu pomaga tudi verjetno to, da vozi za skuderijo Ferrari. In Ferrari je znano, da ima ogromno število privržencev, morda največ v celotni Formuli 1, in praktično, ker sledijo Ferrariju, sledijo tudi Leclercu. Ampak po drugi strani, Max je znan po tem, da ga dobesedno ne zanima, kaj dela publika. In tu je treba povedati, da tudi navijači Maxa Verstappena so mnogokrat pokazali, da so pravi fanatiki. Namreč še danes mi je ostalo v spominu tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, ko so nekateri ekstremni, ne moremo jih imenovati poznavalci Formule 1, dobesedno zažgali navijaške rekvizite Lewisa Hamiltona, samo zato, da bi podprli Maxa Verstappena. Bedarija brez primere. A ne smemo pozabiti, da na tej lestvici je visoko tudi Carlos Sainz mlajši. Zakaj? Verjetno zaradi podobnega razloga, kot smo videli pri Charlesu Leclercu. Namreč pred leti je bil član skuderije Ferrari in vidimo, da na lestvici jih imamo kar nekaj podobnih primerov. Tudi Franco Colapinto je izjemno popularen, čeprav njegovi rezultati so neprimerljivi
naprimer s tistim, kar je v svoji karieri pokazal Pierre Gasly, ampak razlika med njima na Instagramu je zanemarljiva. Ampak tu bi vas rad spomnil na nekaj. Da so vozniki Formule 1 prave superzvezde. In če primerjamo popularnost onih, ki so v Formuli 1 z onimi, ki so v Formuli 2, bomo takoj videli velik prepad. A tu ne smemo pozabiti še na nekaj. Da imamo v našem planetu kar nekaj zanimivih serij. In naprimer, če pustimo Formulo 1 pri strani in pogledamo Formulo IndyCar, spet govorimo o Instagramu, bomo ugotovili nekaj zanimivega. Namreč tu z veliko prednostjo vodi Mick Schumacher, čeprav v Formuli IndyCar je med zadnjimi. In mnogokrat se zgodi na družbenih omrežjih, kako nekateri fanatično napovedujejo njegov dober rezultat, čeprav bodimo iskreni, do tega trenutka je samo enkrat prišel med prvih 10 v tej seriji, ampak množica sledilcev, ki jih ima odprej, je bistveno višja od onih, ki jih ima Alex Paulu, čeprav je na vratih 5. naslova v tej seriji. Torej, verjetno smo razumeli, da število sledilcev in seveda rezultati na progi niso nekako povezani. Verjetno nekateri tudi ne objavljajo raznih vsebin, od fotografij s psičkom pa do tega, kje kdo preživlja počitnice in ima zato manjše število sledilcev. Drugi se s tem rahlo bolj aktivno ukvarjajo in rezultati so vidni. Ampak tu nastane problem. Ne samo pri tistem glasovanju za voznika dneva. Namreč konec koncev, ali je nekdo voznik dneva ali ne, to ne pomeni absolutno nič. To je v bistvu nekaj, da se dobesedno zadovolji tiste, ki fanatično navijajo za nekoga. Namreč ta naslov, ki je podeljen na vsaki dirki, ne prinaša nobenih točk in na koncu ne pomeni absolutno nič. Morda celo vzpodbudo za one, ki so malce zadaj, ampak oni, ki so malce zadaj, nimajo toliko privržencev, da bi glasovali za njih. In to je nekaj, kar se moramo mi zavedati. A zgodilo se je tudi na mojem kanalu, da so prišli med komentarje nekateri, ki so fanatično zagovarjali neke svoje voznike, neke svoje preference, da so nekako trdili, kako sem slab, sam neobjektiven, ker ne vključujem čustev v svoje analize in tako naprej. Seveda, ker ni bilo po njihovo, so nastali sčasoma nasilni, čeprav je bilo jasno, da z njihovih komentarjev, da nekako iščejo verbalni spopad. In seveda takšni so si zaslužili edino izključitev oziroma vpis na tisto določeno listo, kjer praktično ne moreš prispevkov ne gledati in ne komentirati. A pustimo sedaj to. Sam sem mnogokrat trdil in danes tudi ponavljam, da je navijanje za nekoga zdravo, dobro, koristno. Ampak to ne pomeni, da moramo postati fanatiki. Videlo se je pri primeru Franka Colapinta, kaj se je dogajalo, ko so njegovi privrženci prišli na neko lokacijo. In seveda njihovo navijanje je bilo nekaj, kar pravzaprav ni odražalo tistega realnega stanja. Franco Colapinto bo izjemno težko postal svetovni prvak in seveda že zmaga ali pa uvrstitev na zmagovalni oder v tem trenutku bi bila blizu čudeža. Ampak za njih je bilo to realno možno, v resnici so nekaj takega zahtevali. In to je tisto, namreč od tu pa do tam, kjer se začenja navijati proti nekomu, ker ovira našega junaka, je korak izjemno kratek. In seveda tu je treba dodati, kako sem sam mnogokrat poudarjal, da je navijanje proti nekomu tisto najslabše, kar se lahko zgodi v Formuli 1.
In sedaj nek primer, ki se meni osebno zdi zanimiv. Namreč v očeh marsikaterega navdušenca, sledilca Formule 1, navijača, imajo določeni junaki iz preteklosti skorajda božanski status. In eden izmed takšnih je Ayrton Senna. Za koliko izmed vas je Senna najboljši vseh časov? Pa ne glede na število naslovov, ne glede na število zmag in še bi lahko naštevali. Ampak malo kdo se ustavi pri nekem osnovnem dejstvu. Ayrton Senna se je nalašč zaletel v svojega nasprotnika. To je priznal tudi sam. In tu ne bomo razpravljali o razlogih, zakaj si je on mislil, da ima prav. Zaleteti se v nasprotnika je nekaj, kar je proti načelom Formule 1, proti načelom tistega, kar ta šport je in nima opravičila. Pa ne glede na to, koliko jih imaš proti tebi, koliko polen ti mečejo pod noge in podobno. To, kar si je privoščil Senna na veliki nagradi Japonske v primerjavi z Alanom Prostom, po mojem mnenju nima opravičila. In zaradi tega mu pripisovati nekega statusa božanstva je malce pretirano, kot sem že povedal. To ne pomeni, da je bil slab, ampak treba se zavedati, da je bil le človek in ne božanstvo z dobrimi in seveda tudi kakšno slabo stranjo. A verjamem, za tiste, ki so fanatični privrženci tega brazilskega šampiona, so moji argumenti blatenje, žaljenje, pljuvanje po nekom. Čeprav tisti, ki verjetno ne razume preveč Formule 1, je dobesedno oni, ki zagovarja takšne geste. Ampak vrnimo se k našim sledilcem na družbenih omrežjih. Tu je eden izmed največjih problemov sodobne Formule 1, da se skuša ugajati množicam. In seveda tisti, ki ima največ sledilcev, ima za seboj največjo množico. In seveda, ukolikor je v tej skupini največ fanatikov, imamo težavo. In tu je treba poudariti, da naprimer že formula sprint vikenda, ki jo sam dobesedno preziram, je odraz tega. Ni bistvo v tem, da imamo neko skrajšano obliko dirke v soboto pred kvalifikacijami. Bistvo je v tem, da se publiki da nekaj zagledati. Drugače v petek oni ne bi razumeli, kaj se dogaja, kajti prosti treningi so samo tista urica, ko se vozijo v krogu in se ne dogaja nič. In to je težava. Težava sodobne Formule 1, ko so tisti, ki so Formulo 1 spoznali prek filmov ali televizijskih serij, oni, ki dobesedno narekujejo trende, brez da bi jih nekdo opozoril, kaj sploh Formula 1 je in na kaj moramo biti pozorni. Sam se trudim in pri tem sem pošteno tečen, nadležen in nekaterim grem na živce. A kaj hočemo? Tudi takšni moramo biti. A kar se tiče današnje teme, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.